Pred državnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu je v Ribno Alpin Resort potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ta konec tedna na Pokljuki in v Radovljici. Kristjan Koren, ki bi rad ponovil lanski uspeh, si je traso celotne dirke že ogledal pred samo novinarsko konferenco. Kar smo se že s fanti pogovarjali, so rekli, da je kar tako težek krog, in pa sem rekel, tako s to potjo pridem zjutraj malo prej gor in naredim 2 uri na trasi in sem šel polet. Nekaj že prej poznam sam, da sem pa prav, mi je tudi kump poslal GPX in sem naredil komplet po unem. In zanimiva trasa, spet jih ne bo prediha. Tam so ozke ceste, levo, desno, spust, špica, tako da tudi po gor, ko se peljemo proti Behunjem nazaj, je skozi malo pod nogo, da se jih še malo pihlo, tako da, kadar se bo razbilo prej, ko se bo se vračalo po cilju nazaj gor, bo sigurno malo težko. Zdaj je odvisno, tudi kjer kolesari bo od spredi, kako se bo sodelovalo, in tako tu je zdaj spet Slovenska liga in bo od štarta do cilja šlo na nož, kar se je videlo že lani. Urša Pintar že ima nekaj naslovov državne prvakinje, tako v cestni dirki kot v kronometru. Vsekakor je letos situacija zame nekoliko drugačna. Malo pogrešam te dirke najvišjega ranga, ampak nastopila sem letos tudi na ostalih dirkah druge kategorije in pa prve kategorije, ker sem videla, da sem v bistvu še vedno konkurenčna, ampak motivacija je še vedno visoka, tudi forma ni slaba, tako da se v bistvu že veselim teh 2 preizkušanj. Trasa lahko rečem, da je zame tako jutri kot pa v nedeljo pestra, zanimiva, tako da bomo videli, kako se bojo odvijala državna prvenstva. Za Mateja Mohoriča bo državno prvenstvo, kjer se je prijavil le na cestno dirko, še dodaten test pred dirko po Franciji. Zdaj sem vedel, da je bila tudi celo spomlad moja fizična pripravljenost na vrhunski ravni in da sem bil povsem dovolj dobro pripravljen, da bi tudi tam lahko dosegel ob drugačnih razpletih kakšno odmevnejšo zmago na tistih najpomembnejših klasikah. Ampak včasih ima usoda druge načrte. Smola mi je parkrat prekrižala oziroma onemogočila, da bi dosegel zadane cilje, ampak nekako se nisem predal in niti se nisem predolgo obremenjeval s tem, pač pa se osredotočil na priprave na dirko po Franciji, ki bo glavni cilj poletnega dela sezone. Je pa zelo pomirjujoče, da sem uspel na dirki po Sloveniji dokazati, da sem pripravljen solidno, tako boljš od pričakovanj, glede tudi na nekaj težav, ki sem jih imel v času priprav z raztrganimi mišicami oziroma z raztrgano mišico, tako da se veselim dirke po Franciji, pa tudi državnega prvenstva na nedeljo. O napovedih pred nedeljsko dirko pa bi bil zelo hvaležen in ponosen, če bi mi uspel osloviti še 3. naslov v članski kategoriji, ampak imam eno težavo, ki je imel Tadej Pogačar, ki je daleč najboljši kolesar sveta, že ne vem kater 46 bilijonti teden, tako da mi ne bo lahko, oziroma je to skoraj nemogoče, ampak ne pa čisto nemogoče. Športni direktor Kolesarske zveze Martin Hvastija o tem, kakšni preizkušnji čakata kolesarje. V sodelovanju s Kolesarskim klubom Bled in Kolesarskim klubom Gorje Kolesarska zveza na nek način letos vrača državna prvenstva na Gorenjsko, kjer so že bila, sicer ne v isti sezoni, obe trasi poznani. Cestna preizkušnja 2019, z nekoliko lažjim zaključkom, sicer čez Lesce, zdaj pa po že omenjeni špici, ki smo jo že omenjali, po Kolodvorski ulici v kontrasmer proti centru Radovljice in potem cilj na drugem mestu, kot je bil takrat na Vurnikovem trgu. Skratka, zelo zanimiv ambient, težja trasa zaradi tega, še bolj nepredvidljiva. Če se samo nekoliko vrnem k tisti izvedbi leta 2019, še pred koronski, takrat še nismo vedeli, kaj nas čaka. Bahrajn je bil takrat v veliki premoči, 5 kolesarjev. Domen Novak je osvojil potem to dirko tudi zaradi jasno taktičnih prednosti, ki so jih imeli. Letos, kakorkoli vzamemo, zadeve veliko bolj izenačene, zato nas čaka zanimiva dirka, odprta dirka.
po dva močna kolesarja v najmočnejših ekipah, nažalost ni obeh iz Jumbo Visme, vemo iz znanih razlogov. Tratnik je še v dobi okrevanja, Primož se je odločil za drugačne načrte, skratka škoda, ker potem bi imeli 2 na 2 na 2, ne, takole imamo samo 2 proti 2 in vsi proti slovenskim ekipam, plus Luka Mezgec, ki je vedno sam, ne, in rab zaveznike od drugod. Skratka, zanimiva dirka, zagotovo nas čaka, ekipe relativno izenačene in verjamem, da na koncu bo zmagal zelo dober kolesar v Sloveniji. Tako, zadnja leta zmagujejo samo najboljši kolesarji na svetu. Državno prvenstvo skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije in ob podpori vseh 3 občin Bled, Gorje in Radovljica organizirata kolesarska kluba Gorje in Bled. Ta naš kronometer je pač malo drugačen, ampak zdaj v takih drugačnih kronometrov zmeraj več, tako da ni več neka izjema. Videli smo ga še malo bolj zapletenega na Giro d'Italia, podoben bo sledil na Touru in pravzaprav je to tudi atraktivnost tega našega kronometra, čeprav moram povedati, smo imeli do zadnjega kar velike težave z nekaterimi ljudmi na Triglavskem narodnem parku, da smo ga lahko uspeli tudi zorganizirati. Dirka v Radovljici bo z svojim predstavljenim štartno-ciljnim prostorom, mislim, da lahko še veliko bolj prijetna, zaradi tega, ker bomo imeli velik prostor za gledalce. Zagotovljen bo televizijski prenos, tako da bojo v bistvu lahko tako na screenu kot tudi drugi prek MMC kanala tekmovanje spremljali v živo in tako vabljeni vsi v samo Radovljico, na traso, v progi. Ljudje, kot smo videli že v preteklosti, sami najdejo najbolj atraktivne točke, v glavnem je to na vzponu iz Globokega preko Mišač do Zgornje Dobrave. Potrudili se bomo, da bo vse potekalo čim bolj varno. Moram reči, da se je policija prav tako resno pripravila na spremljanje dogodka, tako da vsem želim čim več tekmovalne sreče.